No, povejte mi, kakšne so reakcije ljudi, ki ste jih hvalili prejšnji teden, a ste jih kaj pohvalili? No, danes imam pa še eno težjo nalogo, čeprav boste rekli, da mu morda ni težja, ampak je težja, boste videli, da je. Prejšnji teden smo torej pohvalili ljudi, za katere smo hvaležni, ki so naredili kakšno dobro dejanje, ker so del našega življenja. Rekli smo jim hvala, da si, zato ker si točno tak, kakršen je prav, da si. Skratka, tale teden pa bomo usmerili pozornost vase. Na sebi bomo našli cel kup svojih lepih lastnosti in rekli bomo: pri sebi ljubim, spoštujem, cenim in sem ponosen ali ponosna na, in boste vsak dan, pazite zdaj to, vsak dan našli vsaj 5 teh svojih lepih lastnosti. Stvari, na katere ste res ponosni, stvari, za katere menite, da res niso samoumevne. Res ni samoumevno, da sem. Ne bom vam polagala besed v usta, kar sami si izmislite in najdite pri sebi te svoje lepe lastnosti. Vsak dan se 5-krat pohvalite in si rečite: super sem, krasno mi je tole uspelo. Kako jaz to znam? Jaz to v resnici zmorem, poglej, wow, navdušite se nad sabo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker boste videli, kako dobro se boste počutili potem, ko boste premagali tisti prvi strah, da vas bo kdo slišal in mislil, da se vam je majčkeno zmešalo, in pa tisti prvi sram, kajti naučeni smo, da sebe ne smemo pohvaliti. Pa vendar, kdo nas bo pohvalil, če se tu in tam ne bomo pohvalili sami? Želim vam en prečudovit teden, užijte ga s polno žlico in vdihnite življenje s polnimi pljuči. Pozdrav!